Bolj kot naslednje volitve je svet slavnih in bogatih Slovencev pretresla novica, ki je prišla iz znane estetske klinike. Potem, ko je spomladi estetika Medart zaradi dolgov šla v stečaj, je sodni izvršitelj na njihovem naslovu upravil rubež. Poleg vse medicinske in pisarniške opreme je tako v njegovem skladišču končala tudi celotna zdravstvena dokumentacija vseh strank, med katerimi naj bi bile tudi Rebeka Dremelj, Saša Lendero in Tanja Ribič, kot tudi marsikatero ime iz slovenskega gospodarstva in politike. Čakaj, je to čisto vsa dokumentacija? A tudi pred aprilom lani? Čak, no pa sej not ne piše natančno, kaj so delali na te, pa ne. Mislim, dobro, če so kakšni mejhni posegi, no, to ne piše, je. Oziroma ne, veliki posegi na mejhnih stvareh. V glavnem, zanikam vse. Ampak očitno je šlo res za fino kliniko, glede na to, da je imela Rebeka Dremelj toliko lepega povedati o njej. To je kraj, kamor prideš in enostavno ne greš več ven. Zaradi tega, ker imajo toliko enih storitev, da se za vsakega nekaj najde. Tle gre vsem še kartoni ven. Tako da zdaj cela Slovenija vedela, da imam silikonske materna. Pa da ima Lendera to vojača na kolena. Pa da Fredi Miller nima naravne enojne obrvi. Pa da si je Damjan Murko sramne dlake dal na glavo predstaviti. Pa tako. Vse to bojo zdaj vsi vedeli. Glede na razmere v našem zdravstvu je pravzaprav čudno, da so to prvi kartoni, ki so izginili. Tako da, če cenite svojo zasebnost zdravnikom, kar nikoli ne povejte, če imate hemoroide, klamidijo, erektilno disfunkcijo, pa platfus, oziroma, kot ima naš fucking sajko, kar vse skup. No, da smo pa malo kruti, to bom pa tudi jaz rekel. Ko smo že pri zdravstvu, premier Golob je lahko le še dobre 3 tedne začasni minister za zdravje, do takrat bo mogel najti kandidata, ki si bo upal sesti na ta vroči stol. Menda prostovoljcev ni prav veliko, a brez skrbi, tudi brez ministra reforma poteka po načrtih. Zdravstvena reforma v 55 točkah je minuli teden nakazala, kam se bodo stvari premikale v prihodnje. Med glavnimi smernicami, ki jih je izpostavila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, je spletna stran za spodbujanje odgovornosti posameznika za lastno zdravje. Platforma bo omogočila, da pacient preden stopi v stik z zdravstveno službo preveri, ali simptomi, ki jih ima, zahtevajo pregled pri zdravniku, ali pa je mogoče dovolj samo zdravljenje. Stop! Stop! Gospa sekretarka, da vas zatrem v kali. Mi to že imamo. Ni treba nobene nove platforme za 10 milijonov. Mi to že imamo. Imenuje se Google. Imate otečene bezgavke, se vam vrti, imate luknje v spominu. Ja, tumor. Ne rabite doktorja, ne rabite delati vrst. Je jasno. Gotovo je tudi Robert Golob, ko si je poškodoval prst na nogi, parkrat močno brcnil steno, a res toliko boli, da rab malc pa bergle. Kaj ga je rabo? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.